Pozdravljene, drage besedoljubke in drugi. Dobrodošli znova v besedi tedna. Besede živijo v govoru, v mislih, še posebej pa v knjigah. Slovenska knjiga te dni vzhičeno dehti, saj je častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma, enega največjih te vrste na svetu. Nekoč smo v to mesto ob Majni pošiljali naše pridne delavce, zdaj tja pošiljamo naše knjige. Vemo pa, da so za vsako dobro knjigo skriti tisoči ur trdega dela in ravno v tej povezavi med knjigo, gostovanjem in delom smo našli tudi našo novo besedo tedna. Na pol domača, na pol tujka. Knjigastarbeiter. Knjigastarbeiter. Če bi naša slovenska knjiga pisala svoj dnevnik, bi ravno s to besedo povzela ta enkratni teden. Naša močna knjižna reprezentanca je gostovanje v Frankfurtu med drugim odprla s predstavitvijo Ljubljanskega manifesta, pomembnega poziva, ki poudarja, da je v današnjem svetu poglobljeno branje ogroženo. Ljudje vedno manj prijemljamo za knjige, vedno več pozornosti pa nam kradejo zasloni, splet, socialna omrežja, kjer potrebe po poglobljenem branju ni, saj beremo samo še kratka besedila, enostavčne objave ali samo še gledamo slike. Zlasti naša mladina naj bi se vedno bolj oddaljevala od knjig. A morda vse le ni tako črno. Zadnjič sem na mestnem avtobusu skoraj nehote prisluhnil pogovoru mladih fantov, ki so stali ob izhodnih vratih. Presenetilo me je, kako pogosto so uporabljali besedo branje oziroma brati. Seveda mladina kot mladina ne govori po standardu, temveč v slengu. In potreboval sem kar nekaj časa, da sem ugotovil, da namesto brati rečejo enostavno brat. Stavki, v katerih so omenjali branje, so se nizali en za drugim. Kam greš, brat? Ma grem, brat. Gremo skupaj, brat. Itak gremo, brat. In so šli. Izstopili so ravno v bližini knjižnice Šiška. Neverjetno, kaj ne? Fantje so branje omenjali v vsakem stavku. Ob tem pozitivnem spoznanju o naši mladini in njej ljubezni do branja zaželimo naši slovenski knjigi čim bolj uspešno gostovanje v Frankfurtu. Tako kot so se nekoč naši rojaki uspešno izkazali kot gastarbeiterji, naj se tudi naša knjiga izkaže kot knjigastarbeiter, kar je bila naša tokratna beseda tedna.